Torej, lep pozdrav. Ja, mogoče sam da sebe najprej predstavim, pa bi pa vse želel slišati tudi mečkano, kdo ste vi, s čim se ukvarjate. No, mi pač na Inštitutu za politike prostora se ukvarjamo z urejanjem prostora na splošno in z različnimi temami, ki se s tem povezujejo. Če bi zelo na kratko rekel, so to recimo teme urbane prenove, trajnostne mobilnosti, neki participacije javnosti pač pri urejanju prostora, pa nekih novih praks, ki se pojavljajo. Recimo, to so ene take teme, s katerimi se največ ukvarjamo. Smo nevladna organizacija, kot zasebni zavod registrirani. Sredstva pridobivamo na pretežno, oziroma kar tako bi rekel, 10 let smo zdaj delujemo in obstajamo. V tem času smo polovico sredstva pridobili na razpisih, polovico pa na trgu, kot se reče, se pravi prek naročil raznih študij, strani občin, države, regionalnih agencij, pa tudi iz tujine. No. Približno 10-15% recimo prihodkov imamo iz tujine, čisto, ko smo že se o tem začeli pogovarjati, odkot smo financirani. In nimamo pač nobenih veliko stalnih javnih prihodkov. Toliko sam za pojasnilo, recimo, odkot izhajam. Zdaj bi me pa mogoče res zanimali, kdo ste oziroma s čim se ukvarjate, vendarle tisti, ki vas to zanima, no, tako da pa od kje v teh krajih ste, pa mogoče... Ja, jaz sem iz občine Svetana, jaz sem podpredsednik društva, ki to organizira, mi se ukvarjamo s temi trajnostnimi vprašanji, med drugim tudi prostorom, ki se nam zdi zelo pomemben del tega, ker je pač osnova. Tako da to je naša osnova. Jaz sem Drago Majdan, jaz sem tudi Svetana, jaz sem občinski svetnik tam. Drugače sem pa gradbenik, me take stvari zanimajo. Moje ime je Silvo Vičič, prihajam iz privatnega podjetja, ki je v bistvu dovoljena povezana s tem. Sem čist z privatnim namenom, tudi s tem me zanima, če bomo dobili kakšno informacijo, kak je usmerjen razvoj samega podeželja, kjer me malce skrbi zaraščanje podeželja in v bistvu prihodnost teh tudi naših slovenskih oblic. Med drugim v bistvu me zanima, če so kakšne zastavljene cilji, kako državne razvoj gleda na to. Bom pa na tem. Hvala. Ja, Budinčič, Karol Senes, prihajam iz občine Lenart. Ukvarjam se pa z apiterapijo v slovenskem čebeljanku in z aktorizmom. Hvala. V bistvu, jaz sem kot Gregor, prihajam iz Trnovska vasi, drugače sem predsednik kolesarskega društva Selce, ki deluje v tej občine. Sem pa tudi v bistvu geodet, pa delam za geodetski zavod Celje, pa me ta stvar dejansko zanima kot tak z te strani. Še Petra? Ja, jaz sem Petra Očkar, delam zdaj na IPOP, drugače pa sem tudi tukaj iz Zgornje Velike, tako da malo poznam pač to okolje. No. Hvala, sociologinja in lingvistka sicer. Zdaj, jaz sem malo tako mečkaj teoretično zastavil, tako da upam, da bom lahko tudi kakšna praktična vprašanja odgovoril potem. Imam sicer tudi primere, kar se tiče razvoja podeželja, moram direktno povedati, da se s razvojem podeželja nismo nikoli ukvarjali in se kot s to temo kot celovito ni pač, si jo ne upam, bi rekel, zagovarjati, da sem strokovnjak za razvoj podeželja. Tako da naslov mogoče smo se, ni čist, bi rekel, to, kar je sicer naša tema, ampak sigurno se pa dotika to, o čemer bom govoril tega, tako da mislim, da bomo se pa lahko malo o tem pogovorili. No. Zdaj sem hotel pač najprej malo predstaviti to zgodovino, zakaj sploh urejanje prostora, kaj to je, ta sistem prostorskega načrtovanja in potem na nekaj primerih ilustrirati malo, bi rekel, probleme in recimo neke poti naprej. No. Zdaj najprej to prvo točka, zakaj sploh urejanje prostora. Pač zgodovinski razlogi so predvsem neznosne razmere v mestih, ko se je začela, bi rekel, ko se ta bolj eksplozivna rast mest, oziroma že pač kadarkoli v zgodovini, ko so se pojavljali neki problemi hitre
rasti naselij. To je bil prvi razlog. Drugi razlog je bil povezan z zdravjem, z uničevanjem v bistvu okolja, tako zelo neposredno, se pravi zdravstveni, neki higienski, okoljski problemi onesnaževanja, to so pač problemi iz industrializacije, ko so se mesta začela industrializirati, ko so tovarne rasle in potem v novejšem času pač te velikanske količine odpadkov, ki seveda so tudi neka huda težava, s katero se pač danes soočamo še v večji meri. Problem je seveda tudi onesnaževanje zraka in seveda vsi te zdravstveni in okoljski problemi so narekovali tudi v naši ustavi zapis tega 72. člena, da pač ima vsakdo pravico v skladu z zakonom do zdravega življenjskega okolja. Skratka, to je eden od izhodišč v našem pravnem redu za pravzaprav urejanje prostora. Skratka, država skrbi za zdravo življenjsko okolje. To je ta prvi temelj. Zdaj, drugi temelj je poraba prostora. To je slika iz Amerike, pač, kjer je ta tema razrasta mest prva postala problem. To pomeni, da se mesta širijo na račun večinoma nekih pač posameznih individualnih hiš, nekih industrijskih con in v novejšem času seveda trgovskih površin s pomočjo nekega avtocestnega omrežja, ki pač omogoča, da se ta prostor pravzaprav sploh lahko poseli, da se lahko dostopa do njega dovolj hitro, ampak posledica tega je seveda ogromna poraba prostora, izguba zemljišč. To so pač, bi rekel, čisto normalni prizori v današnjem svetu. Tisti so bili prizori iz Amerike, tole so pa kar iz Slovenije. Tole konkretno mislim, da je sicer Koper, da bom mečken blefiral, mislim, da je tole Ptuj, ampak nisem čisto 100%. Tole je ena obrtna cona, nedokončana, tako kot večina. To je tam pri Komendi, tako. Tole je pa, bi rekel, kako pa izgleda ta razrast teh stanovanjskih hiš pri nas. Praviloma se ne dogaja na tak način kot v Ameriki, kjer pač se poseli kolonizatorsko pač v neki mrežni strukturi, ampak se pač širijo neka vaška jedra, tako da se kar razraščajo neke vasi in se na koncu združijo in se pač po prostoru neke stanovanjske hiše pojavljajo. Tole v okolici Ljubljane, ampak mislim, da tlele v bližnji okolici ni bistveno drugače. Tako da drug razlog, zakaj je pač pomembno urejanje prostora, je varstvo zemljišč. Varstvo zemljišč ne pomeni samo varstvo kmetijskih zemljišč, ampak varstvo zemljišč v celoti, v prvi vrsti zaradi pridelave hrane, ampak v drugi vrsti pa tudi zaradi vseh ostalih rab, ki prihajajo, tudi seveda v končni fazi zaradi narave in kot neka rezerva, zaradi katere pravzaprav, ki jo rabimo za to, da lahko kot družba delujemo. Skratka, če si ta zemljišča vsa porabimo, imamo težave. Tako da v našo ustavo je to takole prišlo. No in potem je pa še posebna tema, s katero se tudi ukvarja urejanje prostora, so pa seveda stanovanja, bivališča. Spet podobna slika kot ta prva, s katero sem začel pravzaprav neko stanje, ki pravzaprav ga poznamo iz nerazvitega sveta, ampak seveda enih 200 let nazaj pri nas ne bilo nič bistveno drugače, to ni bilo težko najti takih prizorov tudi pri nas. To je pravzaprav tudi iz enih mest, ki jih danes smatramo za razvita problem teh velikanskih razlik v bogastvu. Na eni strani imamo grozno bogate, na drugi strani samo z enim zidom predeljeno pa pravzaprav čiste reveže. Tole je sicer z Južne Amerike, pri nas situacija ni tako radikalna, ampak se pa slabša. To je neko stanje, ki ni zaželjeno, kjer imamo na eni strani pač malo število ljudi, ki jim gre zelo dobro, in na drugi strani veliko število ljudi, ki pravzaprav imajo slabe higienske in življenjske razmere. Zato seveda
je pomembno skrbeti za stanovanja, tudi kot pač stanovanjsko politiko. Pri nas pravzaprav stanovanjske politike nimamo, večina ljudi si nekako sama rešuje stanovanjsko vprašanje, ni nujno to slabo, ampak seveda vprašanje je pa, kakšne so potem stroški tega, družbeni stroški skozi komunalno opremljanje, skozi pač vzdrževanje vseh teh infrastrukturnih omrežij. Tako da, spet še bi rekel, tretji temelj, ki je v ustavi to določa, je pač to, da država ustvarja možnosti, da si državljani pridobijo primerno stanovanje. Zelo previdno so tole formulirali, kako pravzaprav, da ne bi kaj preveč napisali, da kaj država dela. Pač ustvarja možnosti. Ampak je pa to osnova za pač stanovanjsko politiko. Zdaj, urejanje prostora s par definicijami moramo vseeno razčistiti na začetku. Predvsem prostor pa okolje se ponavadi, bi rekel, ene načaje daje vmes. Bistveno pri prostoru v tem pomenu, o katerem govorimo, kadar govorimo o urejanju prostora, je to, da gre za okvir delovanja človeka na zemeljskem površju. Pač, ko govorimo o okolju, je to naše fizično okolje, predvsem mislimo naravo in neživo naravo, prav živo in neživo naravo, vključno s človekom. Ko govorimo o prostoru, govorimo o človekovih dejavnostih v, recimo, tem okolju, če mečkam poenostavljam. Skratka, prostor kot prostor je vedno z človekom. Podobna definicija pač je zakonska. Tole pa je ena ilustracija tega, kako se vse te strukture različne v tem prostoru prepletajo, pogled na Koper, iz hribov tamle, oziroma iz Gričevja proti Italiji, kjer vidimo na eni strani pač staro mesto, za njim je novejši del mesta, vmes, oziroma pred in na levi so neke te velike infrastrukture, pristanišče, avtocesta, železnica, Škocjanski zatok kot območje zavarovane narave, tukaj spredi pa ena taka, bi rekel, klasična kulturna krajina, skozi katero spet ena infrastruktura seveda poteka. Skratka, en preplet enih teh grajenih naravnih struktur, ki pravzaprav ustvarjajo to, o čemer govorimo, ko govorimo o prostoru. Prostorski razvoj je spreminjanje tega prostora, pač po logiki stvari, ampak zaradi človekovih potreb. Spet neke zakonske definicije, manj zanimivo. In urejanje prostora je potem seveda usmerjanje tega prostorskega razvoja. Tisto, kar pač počnemo za to, da bi ta prostorski razvoj potekal tako, da bi pravzaprav bil racionalen, da bi ne delali škode. In obsega pa poleg načrtovanja, ki se največkrat razume pod pravzaprav urejanjem prostora, to se pravi prostorsko načrtovanje, obsega tudi seveda gradnjo, ko nekaj načrtujemo, potem to zgradimo, obsega rabo teh pač sestavin prostora, nekih zgradb, infrastrukture, kulturne krajine, vzdrževanje, se pravi, kako se to skozi čas spreminja, in potem prenovo, seveda, če bi rekel, po nekem časovnem obdobju. Skratka, cel življenjski cikel nekih sestavin prostora. Sam mogoče en tak, ko govorimo o nekem željenem stanju, kam bi si želeli priti, je mogoče fajn to malo ilustrirati, kaj so tisti ene take, bi rekel, dobre prakse. Zdaj tole je pač Ljubljana, par več slik vam iz Ljubljane, ker mi je blizu, se opravičujem, ampak ne nujno to samo v Ljubljani najti. Ampak pač neko prijetno okolje, prijetno življenjsko okolje, kjer se da, bi rekel, kvalitetno živeti. Tole pa ni iz Ljubljane, ampak je pa iz tujine. Ampak kjer se recimo lahko neke različne rabe prostora med seboj sobivajo, kjer ni konfliktov prehudih med njimi in kjer se lahko neko družabno življenje in seveda zasebno življenje odvija, bi rekel, tako, da se dopolnjujeta in se pač, bi rekel, sploh lahko razvijeta po eni strani. Kjer so neke zelene površine ali pa neki prostori, kjer je možno preživljati prosti čas tudi v stiku z naravo, neka stanovanjska okolja, ki pravzaprav omogočajo neko tudi vse te kakovosti, ki smo jih prej omenili, recimo.
in predvsem so sploh, bi rekel, stanovanjska okolja, ki so urejena z nekimi skupnimi površinami in tako naprej. Zdaj, s čim se pravzaprav ukvarja urejanje prostora? Kakšne vrste problemov naslavlja? Zdaj, človekove aktivnosti so seveda med seboj nekako soodvisne. Ne? Ko si v službi, sicer nekaj počneš, ampak vmes moraš iti na kosilo, potem greš, ko končaš službo, greš v trgovino, po službi greš domov, pelješ otroke v šolo, še nekako športna dejavnost, ne vem kaj. To so vse aktivnosti, ki pač so med seboj nekako so odvisne. Prvič se ljudje, tisti, ki jih opravljajo, se med seboj srečujejo, se poznajo, se ne poznajo, se živijo skupaj, kakorkoli. Kot drugo pa seveda je smiselno, da so na nek način dovolj blizu, da se lahko pač različne dejavnosti sploh odvijajo, no? Da nisi, ne vem, 2 uri stran od šole pa od trgovine in tako naprej. Skratka, po eni strani morajo biti dovolj blizu, po drugi strani pa ne morajo biti na istem mestu, seveda. No? Zato se pravzaprav ves čas neki konflikti med temi rabami. No? Potekmujejo za različne dejavnosti v resnici za isti prostor. In seveda to je osnova urejanja prostora, razreševanje teh konfliktov, zato je potrebno sodelovanje in zato je pač med različnimi akterji, zato je nujno imeti možnost usklajevanja, se pravi ne vnaprej zabetonirati si pozicij. To je ključni element, bi rekel, tudi procesa prostorskega načrtovanja, v katerem še pol kasneje. Primer recimo mobilnost v mestih, no mi se pač s tem malo več ukvarjamo, ampak tam je res ta problem kokoši in jajca. No, po eni strani imamo dejavnosti so neki, ti si na začetku je neki, potem pa potuješ, pa je na koncu spet neki, nekam kamor greš. Na začetku imaš stanovanje, na koncu imaš trgovino, na primer. Hkrati pa te trgovine ne bi mogli tam sploh biti, če ne bi te poti med njima tudi bilo. Tako da bi rekel, ta klasičen problem kokoši in jajca. Po eni strani promet omogoča, da se dejavnosti sploh odvijajo, po drugi strani so pa seveda dejavnosti tiste, zaradi katerih promet sploh obstaja, med njimi poteka. In posledica je ta, da seveda so najbolj gosti prometni tokovi tam, kjer je največ dejavnosti. To pa pomeni, da seveda tam, kjer bi rabil največ prostora za promet, tam je tudi drugih dejavnosti največ. In je seveda ta, bi rekel, pritisk na prostor od vseh teh dejavnosti največji. Zato je tam seveda tudi potreba po teh konfliktov je največ tam med različnimi rabami prostora, tam bi hotel med banke, bi hotel med trgovine, bi hotel med stanovanja, vse na istem mestu in vmes imaš pa še eno blazno mestno cesto, recimo, da se seveda vsi ti ljudje lahko tam premikajo in cene so seveda zemljišč so tam najvišje, tudi zaradi vseh teh pač želja po točno tistem prostoru. S tem se seveda pač, to je ena slaba rešitev recimo tega problema, ko so dejavnosti pač bolj narazen, ampak jih vseeno poskušaš nekako povezati. No in pri mobilnosti v mestih imamo recimo 3 tipične konflikte. Prvi je ta prostorski, da pač prometni tokovi rabijo največ prostora ravno tam, kjer je najbolj dragocen tudi za vse ostale dejavnosti. Okoljski je to, da so pač najbolj negativno vplivajo na največje število ljudi, se pravi tam, kjer je največ prometa, tam živi tudi največ ljudi, zato je pač težava toliko večja. Gospodarski pa ta, da je tam pač najdražji prostor, tudi najdražji je tam kupiti zemljo točno v središču mesta, za to, ali pa je nameniti za nek promet. Zato je cilj pač urejanje prostora, oziroma prometa v mestih, ki je tudi seveda del urejanja prostora, urejanje prometa v mestih, je podpirati take prometne načine, ki čim več potnikov ali pa blaga prepeljejo in porabijo čim manj prostora. Naprimer, avtobusi so seveda bolj učinkoviti od osebnih avtov, kolesa so bolj učinkovita od osebnih avtov. Avtobusi so tudi od koles bolj učinkoviti, ker več prepeljejo, je pa več hitrejši so, ampak je pa težko vzdrževati frekvenco, zato pravzaprav je tukaj tehtanje med obemi načini. Vsekakor so pa najmanj učinkoviti osebna vozila v mestih, govorim v mestih.
In zato pač tam se poskuša podpirati tiste prometne načine, ki pač so učinkoviti pa manj škode naredijo. Prostorsko načrtovanje. Zdaj, tukaj bom šel pa malo na celotni sistem, pa potem malo na kako je pri nas urejeno. Je pač veda, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora in razporeditvijo dejavnosti. Se pravi, raba prostora, čemu bo nek prostor namenjen in kakšne dejavnosti in kako so te dejavnosti med sebojno povezane. To je nekako, bi rekel, prostorsko načrtovanje. Pravni okvir je pa v bistvu zelo širok. No? Po eni strani smo prej videli, začne se z ustavo, na osnovi ustave imamo nacionalne zakone, glavni zakoni na področju urejanja prostora so zakon pač še vedno urejanje prostora, ostanki, ki so ostali iz tistega 2002 zakona, zakon o prostorskem načrtovanju, potem je zakon, ki ureja posebej prostorsko ureditev državnega pomena, se pravi o umeščanju prostorske ureditve državnega pomena, potem imamo pa seveda zakon o graditvi objektov, na kar se pa seveda začnejo vsi te zakoni, tudi ki so povezani z urejanjem prostora, pa se ne direktno z urejanjem prostora ukvarjajo. To je pa zakon o varstvu okolja, zakon o vodah, tamle imamo našteta ta področja, ki pravzaprav zakon o ohranjanju narave, o varstvu kulturne dediščine, o varstvu kmetijskih zemljišč in tako naprej. Skratka, to so vse področja, ki so predmet urejanja prostora, ampak seveda urejajo neke posebne elemente tega prostora, naprimer kmetijska zemljišča, naprimer vode, okolje, naravo in tako naprej. Tako da to so pa te podrobni sektorski predpisi, ki so seveda tudi nacionalni, ampak so pa nekateri tudi lokalni. Se pravi, tudi občina ima neke svoje predpise, zlasti seveda prostorske akte. Prostorski akti, to se pravi občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrt, no se to bom še potem malo več predstavil. Hkrati je pa na nacionalni ravni tudi mednarodni okvir pomemben, ker so neke konvencije, ki se jih je treba držati, neke mednarodne konvencije. Za nas bo najbolj zanimiva Aarhuška konvencija, ki ureja sodelovanje javnosti pri prostorskem načrtovanju in pri varstvu okolja. Zdaj, kaj je celoten sistem načrtovanja? Eno je pravni okvir, ki smo pač ga že omenili, zakonodaja, neke obvezne sestavine, postopki, kdo so udeleženci, kdaj nastopajo, ne, in kakšne so neke vrste teh različnih predpisov. Ampak to ni vse. V resnici se tudi pač dejavnost načrtovanja odvija v nekem organizacijskem okviru, neke vloge različnih služb so, recimo pač neke naloge ima ministrstvo, neke naloge imajo občinske službe, so druge javne službe, ki se ukvarjajo tudi z, ne vem, v občinah so različno organizirane, ene imajo gospodarske dejavnosti, promet, varstvo okolja in to je pač po vsaki občini malo drugače. Vsaka ima svoja pooblastila in seveda znotraj občin so različne, recimo organizacijske oblike, seveda tudi znotraj države. To je organizacijski okvir, potem je pa še strokovni, to je pa v bistvu kako je stroka organizirana, kakšne so praksa, kakšne metode uporabljajo in to je v bistvu nekaj, kar se ponavadi podcenjuje, no? Da pač načrtovalec dela tako, kot zna delati in nekaj dosti drugačne. Naučil se je, ko se je naučil, ko je pač študiral ali pa ko je potem začel delati in težko ga premakneš v resnici. Ne, da bi zdaj už pa zakon spremenil, pa bo načrtovalec čisto drugače delal. Ne bo. Ne. Delo bo približno tako, ko bo znal sam prevedel si bo novo terminologijo na tisto, kar že zna delati. Ne. Tako da, recimo, ampak to so trije zelo pomembni okviri, ki pač določajo ta sistem načrtovanja. Pristojnosti so seveda tudi pomembne, no, sem se jih že prej dotaknil. Imamo ureditve državnega pomena, ki so s posebno uredbo in celo z zakonom, ne, malo drugače urejene, avtoceste, železnice, elektrarne, plinovodi, ne vem kaj, daljnovodi, glavna infrastruktura, ampak tudi neke posebne ureditve, recimo Planica, za Planico je bil poseben zakon sprejet, ne, čist svoja zgodba, veze ni imela z ničemer. Ampak v resnici še vedno je pa večina pristojnosti na tem področju je pa na občini. Občina sprejema svoj prostorski načrt za celo območje občine in seveda v občini so tudi nekako najbližje te ukrepi ljudem, prebivalcem in zato je to pač smiselna ureditev. Občine seveda vam bojo rekle, da je preklet malo v njihovih rokah, da jim država itak odredi 90% tega,
kaj smejo in kaj ne smejo na svojem ozemlju delati. Tako da tukaj se seveda to dvoje močno prepleta. Zdaj, prostorsko načrtovanje seveda moramo razumeti kot vidik javnega upravljanja. Javno upravljanje pomeni upravljanje z javnim, no, z javnim, tako z sistemom javne uprave, kot z javnim dobrim, s tem, kar je skupno, no, od vseh. In določala naj bi ga neka pač vizija, tako kot pač na drugih področjih, bi želeli imeti neko smer razvoja opredeljeno, neke prioritete, ne želimo si podvajati ukrepe z različnih področij, naprimer, da se bi kmetijstvo pa prostorsko načrtovanje tepla, ne, kar pogosto se, ne, in tukaj so, bi rekel, stalni konflikti, pa seveda tudi z drugimi sektorji. Skratka, to podvajanje ukrepov se želi preprečiti. In seveda tudi investicij, ne, seveda tudi, ko se neka avtocesta dela, hočeš, da je to skladno s tem, kar je načrtovano, ne pa da ima recimo, mislim, ni abstraktni primer, ne vem, resolucija o nacionalnih razvojnih projektih še vedno veljavna iz leta 2007, ima noter 3/4 projektov, ki niso bili nikoli umeščeni v prostor, naprimer, ne. To se pravi, to je nekaj, kar pravzaprav je težko, tukaj se tepejo, ne, tudi investicije in neko prostorsko načrtovanje. Potem seveda različne funkcije raba virov, voda, zemlja seveda, kaj so še viri, energija in tako naprej. In seveda človekove pravice. Pri nas je zelo poudarjena funkcija, mislim, zelo poudarjena so pravice, ki izhajajo z lastnine. Jaz bi rekel celo malo preveč včasih, ampak seveda tako je in tako je, bi rekel, naša, bi rekel, družbeno sprejemljivo. So pa seveda še druge pravice, ki izhajajo iz tega, kot smo jih prej omenjali, pravica do zdravega življenjskega okolja in tako naprej, ki so včasih v konfliktu s temi pravicami, recimo do lastnine in seveda drugimi pravicami. Skratka, človekove pravice so med seboj včasih v nasprotju. Zdaj, pri ravneh to pomeni predvsem, kakšne vrste so te prostorsko načrtovanje poznamo. Že, ne vem, v socializmu smo imeli dolgoročno pa srednjeročno planiranje, ampak to seveda ni bil socialistični izum, to so si pravzaprav krepko v kapitalizmu zmislili, ampak v Ameriki, ne, pa v Angliji, seveda toliko in toliko let nazaj. Nemci so imeli tudi svojo neko ureditev, že v sredini 20. stoletja se je v glavnem to razvilno. In naša ureditev se je pa pretežno zgledovala takrat po skandinavski ureditvi, v 60. in 70. ko se je začela v zakonodajo vnašati. Skratka, imamo dolgoročne, srednjeročne plane, ne, tako se je pač temu reklo, prostorski plani. Potem imamo po ravneh različnih, ne, državno, občinsko, večina držav ima še regionalno, ki je seveda recimo v Avstriji, Nemčiji, Italiji na ravni kot pri nas država celota, ne, neka dežela v Avstriji ali pa v Nemčiji je tako velika kot pač cela Slovenija, tako da ko mi govorimo o regionalni ravni, imamo nekaj drugega v mislih kot Nemci. Mi mislimo to mestno raven med občino pa našo državo, te statistične regije oziroma razvojne regije. In pri nas pač formalno regionalnega načrtovanja ni, prostorskega načrtovanja. No in potem je urbanistično, ki se pa posameznih mest, občin tiče predvsem naselij, no. Tam se pač, s tistimi se treba bolj ukvarjati, no, zato je to posebna veja načrtovanja. Izvedbeno kratkoročno, to je pa znotraj teh pač celovitih planov, včasih se jim reče master plani, comprehensive plani, ki celo območje občine ali pa države ali pa regije načrtujejo, se pa potem za posamezne primere, ne, recimo za posebne ureditve, recimo neke infrastrukture, neke ceste, se sprejme pa nek podroben načrt, ne, ki pač načeloma je bilo, se reče, ne vem, je cesta v nekem tem koridorju, ampak takrat še ne vemo natančno, kje bo potekala, ker je tisti plan mora vsaj 15 let zdržati, recimo, ne. Zato potem sprejmeš podroben načrt, kjer pa to natančno umestiš in načrtuješ. Podobno v naseljih, kjer se pač neke predele naselij, ki so bolj zahtevni v teh splošnih načrtih, zgolj na približno nariše in se potem s podrobnimi načrti pravzaprav
konkretno ureditev načrtuje. Seveda nadaljni koraki so pa potem arhitekturni, krajinski, gradbeni načrti, ki so pa potem tudi podlaga za graditev, za gradbeno dovoljenje. Ki nam je pa nekako vsem bolj domače. Zdaj, tem dokumentom, s katerimi se prostor načrtuje, se reče pri nas prostorski akti. V angleščini je recimo to spatial plan ali pa regional plan ali pa skratka plan je to in zato se je tudi včasih pri nas poskušalo uveljaviti besedo plan za razliko od načrta, ki je plan ne bi bil ravno to dolgoročnejši, širši, ampak zdaj se vsem reče načrti v resnici in recimo imamo pač državne prostorske akte, kjer imamo potem državni strateški prostorski načrt oziroma še vedno je veljavna strategija prostorskega razvoja Slovenije. Zdaj se pripravlja neka revizija, neka nova strategija. Potem imamo pa državne prostorske načrte, s katerimi se pa v glavnem načrtuje posege državnega pomena. Najbolj znani so pač za avtoceste, ampak so pa tudi za daljnovode, za železnico, za odlagališče jedrskih odpadkov, na primer. Potem imamo pa občinske prostorske akte, kjer je pa tako zelo v grobem imamo pač občinski prostorski načrt OPN, kjer je cel prostor občine pokrit in kjer so te osnovni pogoji določeni, namenska raba, zlasti namenska raba prostora in pa pač pogoji za oblikovanje. Nekatere občine, tukaj je pravzaprav precej svobode, si tukaj zelo natančno napišejo že ene stvari noter, druge pa dosti manj. In tiste oboje pa pravzaprav načrtujejo še vedno tudi podrobneje prostor za temi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti OPPN, teh v resnici celih imen nihče ne uporablja, vsi uporabljamo OPN, pa OPPN, pa DPN, pa ne vem, kaj so še te kratice, ki se okrog kotalijo. Skratka, OPPN so pa potem za neke manjše zaključene celote, praviloma kar za neko investicijsko namero povezane. Skratka, nek investitor pride, na občini reče, jaz bi pa tam nekaj gradil, oni rečejo, ok, ampak zato moramo pa sprejeti OPPN, in potem pač investitor praviloma tudi financira OPPN. Kar je seveda sporna ureditev, o tem se lahko še kaj pogovarjamo. Prostorski akti imajo besedilni del, pa grafični del, oba sta enakovredna, to je važno, pravno sta oba enako pomembna. Ponavadi pravniki berejo samo besedilo na sodiščih, pa ni to prav, mislim, pač sodni izvedenci bi morali že nekako razložiti, da je grafični del enako pomemben, je pa včasih bil manj natančen, zdaj pa ne več, ker je pač to zdaj, bi rekel, celo prenatančno včasih, bolj je ta problem, da so kakšne neusklajenosti, potem problem med različnimi evidencami, med katastrom, pa med geodetskim načrtom, je cel hudič, pa še kakšne drugi. Potem imamo, to je zdajšnja ureditev, to je od leta 2007 so ta imena uveljavi. Ampak prostorski akti so pa eni bistveno starejši in to eni so iz leta po zakonu, ki je veljal od 2002 do 2007. Še vedno jih je pa kar veliko tudi še starejših iz zakona, mislim, ki je bil sprejet leta 1984. In veliko občin ima še po tistem zakonu sprejete prostorske akte, tako da in vsi so veljavni še. In sicer ni nič nenavadnega v tujini, da toliko dolgo veljajo recimo prostorski akti, bolj nenavadno je, da se zakoni tako pogosto menjajo, da se i poimenovanje tako pogosto menja. Tako da imamo mi trenutno v rabi okrog 15 različnih veljavnih vrst prostorskih aktov, kar je zmeda popolna. Tako tudi strokovnjaki so v bistvu tukaj imajo težave, ugotoviti pravzaprav, kaj zdaj po katerem zakonu je bil že ta prostorski akt sprejet in kaj je takrat to pomenilo, kar piše tam noter. Zdaj, postopek priprave prostorskih aktov. Pri nas poteka to tako, da največkrat pridejo pobude, pač prebivalcev, lastnikov ali pač nekih potencialnih investitorjev, ki bi želeli nekaj imeti in potem jih občina nekako evidentira in potem išče neke možne rešitve s pomočjo seveda prostorskih načrtovalcev. Prihaja do usklajevanj zlasti med sektorji, to je najtežji del vsakega prostorskega akta, uskladiti
recimo kmetijstvo, naravo, vode, pač prostor, okolje, pa še kako infrastrukturo zraven, energetiko, pa promet, recimo. To je tako tisti del prostorskega akta, ki se ga vsi bojijo in tudi najdlje traja. Praviloma je ravno ta, mislim, občine bojo pač največkrat jamrale, da so ministrstva neodzivna, da čakajo po mesece in leta včasih na kakšna mnenja. Ministrstvo pa rekla, da nimajo nobenih izhodišč, na osnovi katerih bi oni sploh lahko neko mnenje podali, naprimer, ne? Ali pa ne vem, to bi rekel, so taka tipična... Redko se pa usedejo za eno mizo, pa se pomenijo. Mislim, to je malo težava. V glavnem se dopisujejo. In zaradi tega se, bi rekel, priprava prostorskih aktov toliko vleče. To je, bi rekel, ena stvar, ki mogoče lahko še kasneje kaj tudi o tem rečemo. Skratka, te postopki so seveda predpisani za to, da so pregledni. Važno je, zakaj se neka odločitev sprejme. Zato, ker je moj prijatelj, pa pač je prosil me, da spravim tole not, ne? Ali pač zato, ker je to nek javni interes tukaj zadnji. No? Tako da to je osnova tega pač teh postopkov. To so te načela, javnost, transparentnost, demokratičnost, skratka, da je vse odprto, da se ve, zakaj je in da je sprejemanje v okviru pač naše demokratične ureditve. Občinske akte sprejme pač občinski svet, državne pa prostorske načrte pa vlada z uredbo večinoma sprejema. Zdaj, usklajevanje, sodelovanje, to, kar sem prej poudaril čisto na začetku, da je najbolj pomemben del pravzaprav urejanja prostora, oziroma pač sploh ga omogoča. Poteka, tako kot sem že rekel, po eni strani med, tukaj piše horizontalno in vertikalno, ne, to pomeni med sektorji, to, kot sem rekel, vode, okolje, kmetijstvo in tako naprej, pa tudi seveda med državo in občino, pa med državo pa EU, pa med občino pa posameznimi, recimo, javnimi službami. Tako da to je zahtevno, no, kratko malo. Je pa nujno, ker drugače, no in seveda tudi med sosednjimi občinami, ne, ena cesta, ki se nekje neha, se mora nekje druge začeti z druge strani, ne, ali pa med državami, ne, ena avtocesta, države to so bile zmeraj dogovori, težki dogovori, kje se bo ena avtocesta stakana z avtocesto v drugi državi, ne. To je bilo z Madžarsko pa s Hrvaško, recimo vem, da so se kar dolg pogajali, kako se bojo te ceste nadaljevale na drugi strani, so bile neke pač, to je že pol seveda zunanja politika, resnic, ne. Takole je pa en postopek, recimo priprave nekega državnega prostorskega načrta, ne, to je schema, najbrž ni več veljavna, si predstavljam, da je zdaj že vse drugače, da se pač vmes, ne vem, že kak predpis spremenil, pa je bilo treba nekaj drugače urediti, ampak tole je nekaj, kar pravzaprav morajo, recimo te uradnice so v glavnem so ženske na ministrstvu, ki vodijo te postopke, pač v nula poznati in znati in s tem se morajo spopadati, zato včasih smo jim mogoče malo krivico delamo, ko se pritožujemo, da kak postopek predolg teče, ampak to je pač res vse prej kot pač preprosto, ravno zaradi tega, da se lahko vsi te pač različni javni interesi med seboj uskladijo. Zdaj, formalne vloge v postopkih imajo pač različni akterji nastopajo. Investitor, to je vsakmu jasno, pobudnik, ki včasih ni investitor, ne? Včasih je pač pobudnik tudi občina, da se nekaj uredi, pa tega ne sama financira, ne? Ali pa je recimo pobudnik, ne vem, neko javno podjetje, ne vem, Geoplin, hoče nek plinovod, ne? To je pač niti ni javno, pač podjetje, ki potem to preda ministrstvu, ki je pristojno za energijo, zdaj trenutno za infrastrukturo, in ministrstvo za infrastrukturo je potem pobudnik. Ne? Samo oni lahko dajo pobudo za začetek državnega prostorskega načrta. In potem nastopi seveda načrtovalec, pa pripravljalec. Pripravljalec je tisti, ki pripravlja prostorski akt, ki vodi njegovo pripravo, recimo v primerih državnih prostorskih načrtov je to Ministrstvo za okolje in prostor, v primeru občinskih je pa to občina. Načrtovalec je pa pač prostorski načrtovalec, to je pa tržna dejavnost, ki je pač
ga najame ali država, ali občina, ali včasih pač tudi investitor pri občinskih prostorskih, pri OPPN-jih, podrobnih prostorskih načrtih, tudi smo težave. Potem so pa nosilci urejanja prostora. Nosilci urejanja prostora so pa vsi tisti javni organi, ki imajo neko vlogo, ki bi lahko jim to sprejem nekega prostorskega akta v njihovo škodo šel. Recimo, ne vem, ko se neka cesta načrtuje, bi lahko povozila neko območje kmetijskih zemljišč, takrat je seveda nosilec urejanja prostora tudi logično kmetijski sektor, ampak seveda za vsak tak velik prostorski akt bo slej ko prej vplival na različne, tam bo mimo ene cirkuce šel, tam bo šel čez eno naravno območje, čez par kmetijskih zemljišč bo šel, vmes bo povozil bo šel sekal se z enim daljnovodom in tako naprej. Tako da te, ki se jih pač ta priprava te avtoceste na primer tiče, to so nosilci urejanja prostora in so praviloma na začetku definirani, kateri so pa za cel postopek. Pa seveda lastniki zemljišč, kjer bo potekala neka ureditev in v končni fazi za veliko večino prostorskih ureditev je ključna, pač deležnik, kot se reče, temu je javnost, ker se večina teh ureditev tiče vseh, čisto vseh. Pač ali kot davkoplačevalcev ali pa kot nekoga, ki ima neko korist od tega, ko to uporablja. In zato je tudi pač zelo pomembno, da je javnost ves čas vključena in aktivna. Problem je seveda to, kar piše različno znanje, različni jeziki. Težava je v tem, da že če se z dve ministrstvi skupaj usedete, se boste težko kaj zmenili, ker o različnih stvareh govorita. Različni jeziki pomeni to, da ne, da pač vsi slovensko govorijo, ampak v resnici pa ne mislijo čisto iste stvari, ko isto stvar rečejo. Že ko prosto rečemo, eni mislijo pač to, kar sem jaz prej govoril, eni pa govorijo o, ne vem, da bi imel dovolj prostora rad v, ne vem, telovadnico, mislijo, evo. Pač v resnici so, zdaj banaliziram, ampak je težko se zmeniti, ker se je, ima vsako dejavnost, ima neko svoje izrazoslovje in se je veliko treba pogovarjati, da se pravzaprav razumeš. To je težava, to je resna težava. To so pa zdaj pač te udeleženci v prostorskem načrtovanju, ki se deloma prikriva seveda s tem, kar sem prej govoril. Tukaj nastopijo pa seveda potem noter tudi nevladne organizacije, recimo kot smo mi. In seveda strokovnjaki iz različnih področij, se pravi strokovna javnost, kot se temu reče, splošna javnost, strokovna javnost, strokovne organizacije. In nastopajo seveda te v različnih vlogah, z različnih pozicij, različne interese zastopajo in imajo seveda tudi velike razlike v znanju, sposobnostih in tako, kot smo prej govorili, to so te različni jeziki. In je pa kljub samo pač to sodelovanje nujno potrebno in je čist neizogibno, če hočemo pač do nekih rezultatov priti. Zdaj pa pač malo bi rekel še nekaj primerov, včasih že govorim, vas je že dolg. Tukaj so neki taki primeri, pač neuspešno prostorsko načrtovanje ali pa bi rekel, se odrazi v neki civilni iniciativi dostkrat. Pač civilne iniciative so pogosto odraz, da je nekaj v celem procesu šlo narobe. Praviloma je bilo to premalo vključena javnost, največkrat. Ali pa pač neki interesi, ki niso bili prepoznani in vključeni in so se potem izrazili skozi neko civilno inicijativo. Lahko so zasebni interesi, včasih se dostkrat se v civilnih iniciativah skrivajo čisto zasebni interesi, ampak jih je treba pač prepoznati, ni nič, pač so legitimni, vsak ima svoj interes, ampak ni lepo, da ga skriva, ampak je pa seveda legitimen. No, ampak dostkrat so pa čist pač to, da je neka skupina ljudi se dejansko oškodovana s tem, da se neka ureditev načrtuje. In to so pač par citatov, ki so bili v zvezi z posameznimi temi primeri. In zdaj imam mislim, da 4 primere takih načrtovanja nekih ureditev.
Spet imam Ljubljano, se upravičujem, ampak pač je tak primer, ki je res eklatanten, poplavna varnost Ljubljane. Ljubljana je bila velikrat zadnje čase poplavljena, tako resna škoda je nastopila zaradi tega, sicer mislim, da pravzaprav je šlo v nekaj 10 milijonov evrov recimo. In v bistvu se pa že od 70-ih let 20. stoletja načrtuje neke ukrepe, ki bi morali to preprečiti. Gre za en državni projekt, problem je pa v tem, da bi se korist poznala v Ljubljani, ukrepi so pa v eni drugi občini, ne, v Dobrovi konkretno. In seveda Dobrova je rekla, zakaj bi mi na to pristali, ne, mislim, ne. In ni šlo skozi, se je pač to se, enkrat je bilo to, drugič je bilo drugo, v resnici je bilo pa to, no, da se pravzaprav še zdaj niso našli načina, da bi Dobrova nekaj od tega imela, ne, da bi pravzaprav se tukaj oni videli en razlog, zakaj bi pravzaprav dali nekaj svojega za to, da bi Ljubljana imela neko korist. Ne. Da je pa to pač neka skupna škoda, da jo konec koncev pač vsi državljani nekako pokrivamo, ne. To pa bi pravzaprav mogla država seveda predočiti bolj jasno, ne. Da skratka gre za neko državno korist. No. In pa so različne variante skozi leta nastajale. Eni imajo več ukrepov v Ljubljani, da bi bili potrebni manjši ukrepi v Dobrovi in tam okrog. Tam naj bi pač bil nek suhi zadrževalnik, ki izgleda pravzaprav kot en nasip. Večino, kadar ni poplav, je to normalno, obdelovalna zemlja. Kadar bi bila pa poplava, je bila pa to pod vodo. Ne. Seveda takrat je škoda, nastane škoda, sicer so potem tudi te odškodnine in tako naprej, ampak nekako Dobrovčanov to ni prepričal. No. Tukaj so pač neke simulacije, kako bi to izgledalo, ampak pa so tudi neke, bi rekel, ureditve bile predlagane, kako bi se to dal narediti, ki bi lahko imeli nekaj od tega, ampak zadeva je šla toliko daleč, da pravzaprav se je težko pogovarjati že, no. Da noče nič več slišati, no, o tem. In pravzaprav se zdaj načrtuje ukrepe, ki ne bi imeli nobenih posledic v Dobrovi, ker pač so neizvedljivi, politično so neizvedljivi. Zdaj, drugi primer, mogoče vam je malo bližji, ker se je sigurno tudi tlele kaj od tega delali, je bila uvedba nekega digitalnega sistema, GSM, no, tega na slovenskem železniškem omrežju. Tlele glih čez Lenart ni železnice, ampak majčkeno blizu pa je. Železnice so imele pač nek načrt, ki so ga že leta in leta so ga imele, pravzaprav, in celo prišel je v prejšnje financiranje, predviden je bil nek denar iz evropskih sredstev za to, in potem se nekega dne pojavijo pač ljudje, ki so začeli postavljati neke stebre v železnicah. To stebri so bili 30 metrov visoki, ne, in ljudje niso nič vedeli o tem, to se je pa sred naselji so se postavljali, ne. In je bil seveda cel halo, šlo je pa za veliko reč, cela investicija je 117 milijonov evrov je bila vredna, brez DDV-ja, 246 novih bazne postaje so te stebri, in to seveda bi omogočilo recimo pokritost železnic z tem, saj ni problem, se slabo sliši? Ja, ok. GSM signalom, pa tudi seveda za vodenje vlakov je to. Tako da zadeva ni nedolžna, je pomembna, v resnici je pomembna, ampak nekomu na železnicah se je zdelo, da bo rajš poiskal, da se ne ukvarjal z vsemi temi postopki, to je kompliciran, ne, bomo šli mi to kot vzdrževalna dela narediti, ne. In so našli pač, so preformulirali nek svoj zakon, nek zakon o železniškem prometu, recimo, mislim, da se tako nekako imenuje, in napisali noter, da se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, vsa dela v območju, ne vem, kako se že reče, pač v tem pasu železnice, ne. Kar je seveda kar velik, ne, to je, zakon o graditvi objektov jim v resnici to omogoča, ker piše, da se pač da sektorski predpisi določajo, kaj so vzdrževalna dela v javno korist. In njim se je zdelo, to smo si pa zdaj ful prišparali, ne, in so pač ni bilo javnih razgrnitev, postopek gradnje ne bi se skrajšal, ne. Zdaj, posledica je bila pa seveda ta, da tukaj so pač tole cel elaborat ful enih študij, ampak za te študije noben ni slišal, dokler niso pravzaprav bili bagri na terenu.
Vse so dokazali, kako ne omenjih vplivo in tako naprej, ampak pač ljudje niso verjeli. No. Strah pred sevanjem je prevelik in odpor v naravi je bil seveda velik. No. Tole so bili potem taki članki po časopisih s takimi simulacijami, seveda, ki so izgledali grozno. In v resnici najbrž ne bilo tako obupno, ampak čist nedolžno pa res ni bilo. No. No in kaj se je na koncu zgodilo? Zadeva je trajala sicer zdaj enih 4-5 let, tako da prav veliko si niso prišparali na času, ampak v resnici so se te lokalne iniciative med seboj povezale. Mislim, da jih je bilo 30 ali 40 teh iniciativ se je pojavilo tam vsakeč, kjer je bil pač nek problematičen stolp sred nekega naselja in so se med seboj povezale in se začele pač pogovarjati direktno z železnico in so uspeli doseči od približno 60, zdaj tole, oziroma 50 kritičnih tole članki iz februarja, čist svež, so uspeli prestavitev 45 doseči, zaradi česar so se sicer stroški seveda za železnice tudi povečali, ampak vsaj speljati se je dal. No? Pač, in o tem vsakem so se posebej pogajali potem. Ampak to je šlo vse pol mimo medijev, ne, na srečo, in dobre zgodbe grejo vedno mimo medijev, ne, slabe, tako ko so bile afere, je bilo pa vse po vseh časopisih to. Ne? Ampak na končni fazi so se za večino teh baznih postaj uspeli zmeniti in mislim, da zdaj za sredino tega leta že načrtujejo, da bo končno to začeli tudi v resnici delovati, kar pomeni, da bomo lahko tudi na vlakih uporabljali, na primer, brežično to Wi-Fi in tako naprej. No. Ampak predvsem bojo pa železnice pač lahko se svoje vodenje prometa malo modernizirali, ne. Bojo imeli tudi daljinsko kontrolo na tem, kje je kak vlak. Ne. Potem je pa še tretji primer, še negativen, pa še en pozitiven na koncu. No. To je pa ena taka, spet Ljubljana, en žepni park, majhen parkec na križišču dveh cest, Trubarjeve pa Resleve, ki je pravzaprav bolj ilustracija teh težav, no, ki se pojavljajo v sistemu urejanja prostora. Po eni strani so to neki neurejeni režimi, se pravi neka pravna razmerja in lastniška razmerja, prilagajanje tipično javnega interesa pobudam investitorjem, skratka, investitor da pobudo, javni interes je nekako samoumevno, da bo tej pobudi sledil. Pač tako je zratel skozi leta, no? Tako se je pač ta sistem, bi rekel, to je anomalija čista, pač glede na to, kakšna je praksa, iz kakšne je plenerska praksa v recimo zahodnih državah, s katerih ne bi mi črpali to prakso. Tam se pač najprej javni cilji definirajo in potem se reče zasebnim pobudam. Znotraj tega pač se lahko gibljete. Ne? Pri nas pa pač je investicijska pobuda tista, ki je izhodišče za načrtovanje. Tudi formalno, tako da to tako pri nas je. In potem je pa nadaljnji seveda koraki pa potem zlorabljanje teh zakonodajnih določb, ne, in seveda pomanjkanje inšpekcijskega nadzora in sankcioniranja, ne, ki je zaradi česar je to sploh potem možno seveda. Takšno je bilo stanje, preden je do tega uničenja prišlo. Občina je, ko je bilo to zgrajeno v 80-ih, je pozabila potem to upisati v svoje neke evidence. Mislim, da se temu reče evidenca grajenega javnega dobra. In tako je prišlo to v denacionalizacijski postopek in po 15 letih te denacionalizacije je bilo enkrat, mislim, da 2006 vrnjeno pač upravičencem denacionalizacijskim in tisti je potem zelo hitro to prodal naprej in zdaj je to kupil par let nazaj nek investitor, ki bi pač tukaj rad nekaj zgradil. In formalno ima do tega vso pravico, ampak seveda občina je ta parkec, ne samo da ga je takrat uredila, da je pravzaprav investirala v neko opremo, tle so neke klopce bile, neka ureditev, so neki oporni zidovi, je tudi to zelenje ves čas vzdrževala. To pač je neka skrb je bila tukaj za tem in je to pač, mislim, če bi se seveda zadeve zapletle in jaz tako napovedujem, da se bodo še zapletle, celo do sodišč verjetno se bo dalo dokazovati, da pravzaprav je tukaj občina ves čas skrbela kot lastnik za to in da je dejansko na nek način se obnašala kot lastnik. Tudi po žledu, ko je bil, so to ponovno obrezali, nekaj zasadili na novo in tako naprej. No, ampak pač, ko je ta investitor nekega lepega dne se tam pojavil z bagri in je tole, imam sliko tega, kako je pač
porušil je vse tiste uporne zidove, kratko malo porušil. Porušil je seveda vse najprej dreve posekal in potem tam zasul tole z nekim tamponom, z neko gradbeno tako nasutjem in takoj seveda postavil reklamne panoje spredi. To sta bi rekel, to je bil seveda prvi motiv, zakaj je tako hitel s tem. Tukaj je še eno drevo ostalo, no na koncu je še tizga seveda posekal, danes so še tle planke po tej stranici z reklamnimi panoji seveda. In zdaj, njemu je bilo prvič to omogočeno zaradi neurejenih evidenc, tako kot rečeno. Zaradi tega je sploh prišlo do tega prenosa lastništva. Omogočeno mu je bilo tukaj podati pobudo za povečanje neke gradnje. Ta parkec je bil urejen v prostorskem aktu iz leta 1986. Ta ista ureditev je bila prenesena v prostorski akt v letu 2010, vendar pa je bila na pobudo investitorja leta 2013, mislim, da ob prvi spremembi prostorskega akta iz 2010, spremenjena v povečanje. Pač celo zemljišče se je naenkrat smelo pozidati, prej je bil samo tamle kot pač en obod, pa nek trgec ne bi pa ostal, ker bi večina zelenja tudi ostala. Zdaj pa on tukaj pravzaprav smel vse pozidati in tudi više je lahko šel. To je ta prilagajanje pobudam. Tretji so pa potem te težave z reklamnimi panoji, ki so popolnoma neregulirani in seveda zaradi tega, ker je občina sicer grozno strogo predpisala, kje smejo biti reklamni panoji, dala je pa eno izjemo, rekla je, lahko so pa na gradbiščnih ograjah tudi. Ne? In seveda zaradi tega so tukaj postavili gradbiščno ograjo, ne? Da so lahko postavili reklamne panoje. Tako tehnično tukaj seveda zgleda konstrukcija za reklamne panoje trdna, ograja je pa nalepljena na to konstrukcijo od panojev. No? Tako da je seveda tudi tako tehnično gledano gre za tako zlorabo tega inštrumenta. Ampak pač mi smo se malo razburili okrog tega in smo podali prijavo na inšpekcijo gradbeno in smo dobili tudi odgovor, da so si šli pogledati že prej, ker so imeli že eno drugo prijavo in da so bili na gradbišču in da tam ni gradnje. Ni, če je porušil, ne? In pa nismo več dobili odgovora. Ne? Tako da sprenevedanje popolno. Ne? Pač inšpekcija noče dregati v to, ker reklamnih panojev je po zadnji evidenci v Ljubljani nelegalno postavljenih mislim, da nekaj 1000. In seveda, če bi oni se tega lotili, bi imeli grozno veliko dela. Ne? To je pač zoprno, ne? Ker imajo že tako veliko dela. Tako da, ta lastnik zdaj napoveduje, da bo tukaj gradbeno dovoljenje dobil, da bo nekaj zgradil, ampak tam se je popolnoma konflikt prišel s temi vsemi okoliškimi stanovalci in seveda pravnih možnosti za, bi rekel, zavlačevanje je toliko, da jaz mislim, da tukaj v 10 letih se ne bo nič zgodilo še. Tako, da bo pač zaradi tega, ker se je toliko zaštrikal, imel na vsaki stopni, ko se bo nečesa lotil, bo imel težave. No. Je pa res, da pač je precej grob, tako da mogoče bo pa tudi s kakšnimi grožnjami pa tudi kaj dosegel. Ker tudi to v resnici deluje. No, zdaj pa še četrti primer, ki je pa pozitiven, no, je pa ta primer iskanja lokacije za nizko in srednje radioaktivne odpadke, ki je bilo že kmalu po gradnji nuklearke se je začelo to in je bilo neuspešno. 8 let je tlele trajalo, od 85 do 93. Potem se je pa ta agencija za radioaktivne odpadke nekako bolj zares lotila, začela neke smernice upoštevati, tudi mednarodne agencije in se ponovno, potem ko je že pač pripravila neke študije, spet lotila leta 2004 ta postopek in je začela tako, da je pač najprej pozvala vse občine, kjer občina in seveda tudi nekaj ponudila, ne, kaj bi lahko imela in zdaj ponudbe je potem oddalo 8 občin, ampak sta potem 2 odstopili, tako da jih je ostalo 6. No in potem, ko so naredili neko pač preveritev možnih lokacij, sta v ožjem izboru ostali 2 občini, sicer Krško in Brežice. In potem so pač podrobneje se ukvarjali s temi posameznimi lokacijami, ampak to so počeli tako, da so v resnici se tam ustanovili neke tako imenovana lokalna partnerstva, kjer so se potem povezovala, pač tam je bila občina, so bili pa prebivalci in so imeli veliko posvetovanj pravzaprav s prebivalci in na koncu so pravzaprav prišli leta 2009 do rešitve, ki je bila sprejemljiva, je pa pač v bistvu v občini Krško blizu
nuklearke obstoječe v resnici, ampak pač ločena lokacija. To je bil ta proces, ki je bil malo drugače zapeljan, se pravi, najprej so bile neke te predhodne študije narejene in potem je bil pripravljen nek načrt sodelovanja z občinami, z javnostjo in tudi en je, bi rekel, precej kompleksni te procesi s tem oblikovanjem teh lokalnih partnerstev, z vključevanjem mediacije. Meni so v teh lokalnih partnerstvih so zelo pač striktno upoštevali ta načela Aarhuške konvencije, se pravi dostopnosti javnosti do informacij, dostopu javnosti do informacij, o udeležbi pri odločanju in tako naprej, tako da so dejansko lahko imeli stvari pokrite. Usporedno so razvijali strokovno presojo in pa pač to pridobivali, bi rekel, podporo v lokalnih okoljih. Tole je zdaj ta, bi rekel, bolj podrobno ta postopek opisan. Takole je bila pa, bi rekel, ta struktura enega od teh lokalnih partnerstev v Brežicah. Skratka, to je bilo zdaj tako že kar malo, bi rekel, kaj ena mala administracija. Občina je seveda imela veliko pomembno vlogo pri tem, ampak je bilo pa tudi veliko nekih posvetovanj z javnostjo, kot rečeno. Tole je slika iz ene naše delavnice sicer, ampak pač takole to zgleda, da se to pa vredno. Imate kakšno prakso s tem. Za zaključek še enkrat obnovim, zakaj pač je pomembno sodelovanje v urejanju prostora, je pogoj za neke sploh dobre rešitve, slabe se da seveda mogoče tudi brez sodelovanja najti, ampak si jih ne želimo. Sodelovanje zlasti javnosti, ampak tudi pač različnih deležnikov je način usklajevanja interesov. Logično je, da so interesi različni med ljudmi, ampak nekako jih je treba uskladiti, če hočemo do nekega rezultata priti v prostoru. S tem se seveda zagotavlja legitimnost in legalnost. Legalnost se nam še zdi, pač za legalnost še poskrbijo vsi, za legitimnost pa se pa redko že komu zdi potrebno. Je seveda tudi pomemben vidik vodenja projektov, ki je pri nas na državni ravni šibko, verjetno tudi na občinski, ampak tukaj malo slabše poznamo. In je pravzaprav en način upravljanja sodelovanja seveda. Je tip upravljanja. Lahko je, bi rekel, tak strogo menedžerski princip, gre tudi tako strogo hierarhično, ki je pač malo drug tip upravljanja. Ampak v prostoru je pač ne deluje dobro. Različne so seveda odgovornosti, potem porazdeli se odgovornost, ko se različni ljudje vključujejo, s tem sprejemajo seveda svoj delež odgovornosti za neko stanje in za tisto rešitev. In zaradi tega je seveda nek, recimo, temu generator kakovosti bivanja. Skratka, tisto, kar si želimo, kakršno rešitve in okolje si želimo. Kaj rabimo za neko sodelovanje? Nujno je treba imeti cilj, da vemo, kam hočemo priti, kaj hočemo doseči. Skratka, vsebina tega sodelovanja ni samoumevno, to se treba zmeniti na začetku, kaj si želimo za končni rezultat. Potem, kdo sodeluje zraven, kako se sodeluje, se pravi, v tem protokolu se je treba zmeniti, treba imeti na voljo določena sredstva, treba imeti čas, dovolj časa in prostor. Zdaj tukaj seveda sredstva, čas in prostor, ja, treba imeti, ampak spet ne toliko veliko, kot če se ti nek projekt zatakne. Takrat trabaš pa res veliko časa, takrat ti gre pa res veliko časa in veliko sredstva. Prostor pa v smislu takole, tazgale prostora, mislim, pač prostora, kjer se lahko srečaš. No in pač način sprejemanja odločitev v tem, sodelovanje je način sprejemanja odločitev, tako bi rekel. In to, kar sem prej omenil, odgovornost za odločitve se porazdeli med sodelujočimi. Ovire za to so pa tole, podcenjevanje drugih, podcenjevanje različnih vlog, investitorjev, stroke, občin. Nesposobnost seveda, tudi nesposobnost opredeliti vsebino, zavračanje drugih mnenj, nezmožnost spreminjanja stališč. To so pač neke lastnosti posameznikov, ki se v takih razpravah potem imajo zelo negativno vlogo. Neodgovornost, pomanjkanje znanja, pomanjkanje časa. Evo, to je to. No, se lahko takole končam, če želite seveda se kaj še na nas obračati, so pa tukaj naši kontakti.
Hvala.